V petek 7. novembra je v Slovenski Bistrici potekal drugi dan poklicev, ki mladim odpiral pogled v svet dela, izobraževanja in kariere. Dopoldne so učenci osnovnih šol obiskali nekaj uspešnih lokalnih podjetij. Osrednji del dogodka, sejemski del, so izvedli na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica, kjer so pripravili tudi novinarsko konferenco. Več o namenu drugega dneva poklicev je povedala Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Končni rezultat, ki ga želimo doseči, so navdušeni mladi, ki bodo sprejeli in spoznali zgodbe poklicev. In to od ljudi, ki poklice opravljajo. Kako so prišli tja, kaj je bilo za to potrebno, kako živijo, koliko zaslužijo, kakšen je njihov delovni čas. Tisto, kar pravzaprav mladega človeka zanima, ko razmišlja o tem, kako bo preživel preostanek svojega življenja. In tu se skriva tudi namen. Povezati gospodarstvo, povezati tudi potrebe gospodarstva, povezati izobraževalce in dati priložnost za nova znanja in nove izkušnje mladim, ki prihajajo. Teh bo letos vse skupaj okoli 350. Zjutraj so se podali na ogled 5 proizvodnih podjetij oziroma uglednih podjetij in tovarn v Slovenski Bistrici, potem pa pridejo še na Ljudsko univerzo, kjer bodo spoznali kar 26 različnih poklicev, tako da čaka nas zanimiv in pester dan, ki bo zagotovo prinesel tudi navdušene zgodbe in rezultate, kot smo jih bili deležni že lani. To je tudi razlog, da zadevo ponavljamo, ker smo ugotovili, da je bila dobro sprejeta, da smo mladim odgovorili na marsikatero vprašanje, pa ne samo mladim, povabili smo tudi brezposelne, povabili smo tudi udeležence izobraževanja odraslih, tako da dan poklicem je namenjen vsem tistim, ki iščejo svojo karierno pot. Dogodka sta se udeležili tudi vodja oddelka za družbene dejavnosti občine Slovenska Bistrica Irena Jereb in vodja središča za svetovanje in vrednotenje pri Andragoškem centru Slovenije Tanja Vilič-Klenovšek. Namen današnjega dogodka je, da se predstavi različne poklice, da se mlade in posredno tudi njihove starše, in to so tista tudi naša ciljna skupina pri svetovanju o izobraževanju odraslih, seznani z različnimi možnostmi izobraževanja in s tem povezanimi poklici in seveda potem možnostmi zaposlitve. To organizirajo strateški sveti, to so partnerske mreže pri svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki deluje kot javna služba, se pravi je brezplačna, in v tem okolju je Ljudska univerza Slovenska Bistrica nosilec tako te javne službe, kot tudi ustanovitve in delovanja strateških svetov. Tle bi še posebej povedala, da eden od namenov strateških svetov je, da različne partnerje z področja razvoja človeških virov v tem okolju poveže, da se izmenjujejo informacije, kakšne so potrebe po izobraževanju, pa tudi po novih poklicih, po delovnih mestih, kaj so novosti, in s tem vedno nekako povezujemo možnosti zaposlitve, možnosti izobraževanja od mladih do odraslih. Odzivi so vsako leto, tle je že to kar zdaj utečena, aktivno vsako leto večji. Prej ste slišali gospod direktorico Brigito, da je rekla, koliko bo danes otrok, tako da včasih že kar na meji obvladljivosti, kar pomeni, da ravno to partnersko sodelovanje, izmenjava informacij tudi širi ta glas v okolju in vedno večji odziv, in s tem bi lahko rekla, še malo navežem na tole kampanjo, lahko si o ozaveščanju, o vseživljenjskem učenju, vedno bolj širimo ta glas, kaj vse lahko si in za katere vse možnosti se lahko izobražuješ. Tudi za odrasle je teh veliko v tem obdobju novega evropskega kohezijskega programa brezplačno.